Zadnja tekma kroga je potekala v Domžalah, domače Radomlje so pričakale ekipo Zavrča. Tekma ni odločila pravzaprav ničemer. Pričakovali pa smo odprt nogomet z goli na eni in drugi strani. Prva akcija za domače, poskušal je Zorc, ki je prišel do strela takole po odbiti žogi, atraktivno, ampak nekoliko previsoko, ostala je pri začetnem izidu. Matjašič je meril za las mimo vrat in potem še ena akcija za domače Radomljane, še en poskus daleč in obramba Pridigarja, streljal je Barukčič, ki je bil na zadnjih tekmah v izjemno dobri strelski formi. Poskus Kelenca močno, nekoliko premalo natančno in potem še zadnja akcija prvega polčasa. Zavrč je izjemen po protinapadih, izjemna dolga žoga Matjašiča in na pravem mestu je bil Kelenc, ki je takole premagal še vratarja domačega moštva za 1:0. Tokrat je v vratih Radomelj stal še en debitant, to je bil Alen Koprivec, ki je dočakal svojo prvo tekmo v dresu tega moštva. Drugi polčas, prva priložnost za Zavrč, velika napaka obrambe domačega moštva in sam pred vrati je ostal Rok Zorko, ki je povišal prednost na 0:2. Na zadnjih tekmah v izjemno dobri formi Rok Zorko, tokrat pa je potrdil dobro strelsko formo z novim golom, tokrat v mreži Radomelj. 54. minuta, dolga žoga, Kiš je bil pred vrati in premagal je Koprivca, še tretjič na tekmi. 3 goli v mreži Radomelj po 54 minutah in tekma je s tem tudi bila odločena. Lepo se je znašel Kiš, ki je obšel vratarja in zatresel prazna vrata. V samem zaključku tekme še nekaj obetavnih akcij, tole je že nov poskus za Zavrč, visoko čez gol in velika priložnost. Poskušal je Novoselec, nato nova kombinacija Radomelj kot za domače nogometaše, Lidžam pa je prišel do strela in brani Pridigar, ki je žogo brez težav tudi ujel. 82. minuta, 11-metrovka za gostujoče nogometaše. Takole je z roko igral v kazenskem prostoru domači branilec Kosec, to je bila 11-metrovka za gostujoče nogometaše, žogi pa je še enkrat stopil Tomislav Kiš, ki je bil v letošnjem drugem delu prvenstva v izjemno dobri strelski formi. Takole je streljal, blizu obrambe je bil Koprivec, ampak strel je bil premočan in Radomlje so se znašle v težkem zaostanku, bilo je kar 0:4. V zaključku tekme pa še poskus za vsaj častni gol domačega moštva. To je bila lepa akcija za Radomlje, Stojilković pa je bil pred vrati in takole streljal, blokirali so strel igralci Zavrča, končala pa se je z visoko zmago gostov 0:4 in kot zanimivost naj povemo, da so nogometaši Zavrča letošnje vse 4 tekme v Domžalah tudi dobili, 2-krat proti Domžalam in 2-krat proti Radomljam. Ja, mislim, da smo tekmo kar dobro začeli. Malo nas je presekal gol pred koncem prvega polčasa, potem smo pa nažalost naredili 2 individualni napaki in potem se je pač tekma razpletla na tak način. Pa ništa, evo, prvo pol je malo bilo teže. V prvem delu je bilo nekoliko težje, na srečo smo na koncu prvega polčasa dali gol in potem se nam je odprlo. 3 točke so tukaj in gremo naprej na Olimpijo. Idemo dalje na Olimpijo.